Žujo! Tokrat se pa peljem v Vipavsko dolino. Na večerje sem povabil nekdanjega profesorja vinogradništva, ki je svojo akademsko kariero opustil in se posvetil praksi. Problem je, da je akademska sfera talno izumlja nove in nove zadeve, ki nimajo veze s tradicijo. Predstavnik non-intervencionistov in guru za pomemben del vinskega sveta. Jaz hočem ljudem pri vinih spodbuditi še neko čustveno plat. Drži se ga sloves, da je vinar z jajci. Ja, po moje so mislili betonske jajca. Moj tokratni gost je Primož Lovrenčič s posestva Burja. Na zdravje. Živa. Žiga. Akcija. Akcija, vemo. Zdravo. Čau. A zdrav. Odličen. Dobro. Jaz ga imam tudi. My middle name is Pfizer. Jaz sem pa AstraZeneca. Ti si jaz. Jaz sem tako malo naredil researcha, pa sem slišal take različne stvari od tega, da si vinar z jajci. Ja, okej. Verjetno je tukaj vsaj v enih dveh pomenih bilo. Ja, vsaj dva. En je tak, da si veliko upaš, ne? Tako bi rekel en Ja. nepoznavalc, verjetno to pomeni, kaj drugi pomeni. Ja, po moje so mislili betonske jajca, kar je bil tudi naša inovacija v zadnjih letih, da smo te betonska jajca prvi v Sloveniji uvedli. Jaz sem to videl v Franciji, pa se mi je zdelo, da bi se dobro skladalo z našimi vinmi, z našo ekspresijo vin. A ni les morda bolj naraven material? Se beton je vseeno primaren material, če je narejen na tak način, ko smo začeli delati. Cement lahko dobimo tudi s tem, da sežujemo lapor. Lapor je v bistvu material, na katerem naša trta raste. Dodamo mu vodo pa konglomerat in dobimo betonsko jajce. Kako bi ti rad videl, da bi tebe ljudje poznali kot kakšnega, kdo je Primož Lovrenčič Burja? Cenim, da bi me videli kot pristnega vinarja, kot vinarja, ki predstavlja Vipavsko dolino. Kot del Vipavske doline, ne kot protagonista, kot zastavonošo, kot ne vem kaj. Kot ambasadorja Vipavske doline tudi, ali kako? Ambasadori smo vsi Ja. vinarji te doline, mi smo tim. Ti si poznan kot, ko se reče, non-intervencionist. Človek, ki pustiš naravi, da dela svoje. To je v bistvu še vedno najboljša definicija v vseh skovankah, ki jih je novinarski svet naredil. Ta beseda, ki združuje v bistvu nas, ki poskušamo vino samo slediti. Čim bolj naravno vse pustiti. Pustiti vino, da ne gre čez rob, ampak da je nekje na robu ali pa na varni strani. Burja Estate je novo posestvo, nova klet. To si ti iz nule naredil ali si dedoval? Ne, dedoval sem 2,8 hektarja, ko smo čisto načrtno se ločili z bratom. Te 2,8 hektarja sem dobil čisto vinograda od familije. Zdaj smo pa na 8,5, se pravi vse, kar je razlika, sem kupil pa najel. Dedoval sem sigurno tudi tradicijo pa kulturo. Tako, imaš v mislih naslednika Burja Estate? Jaz želim, da je to družina. Zdaj oni ne vem, kako se s tem strinjajo, oziroma so še premladi, da bi vedeli, kaj to je. Če bi nekomu prodal tvoje posestvo, a bi lahko on nadaljeval brez tebe? Verjetno na začetku bi rabo še malo, da ga jaz upeljem, na nek način tudi predstavim par zadev, ki so v tem vinskem svetu, v tem show biznisu. Je mogoče tukaj tak koncept, da rečeš, jaz bom pa naredil eno posestvo, ki bo imelo vrhunski brand, ki bo imelo tečene prodajne poti in potem to prodaš nekomu, ki to prevzame in nadaljuje. Po moje, ja. Spet se ne zavedamo, da Slovenci imamo super tla pa super klimo. V bistvu narava nam daje svetovno konkurenčna vina, se pravi, če jih znamo še narediti in prodati, zakaj ne? To stvar mora piti vodo, oziroma vino. Kakšni so tukaj investicijski cikli? Ko trto zasadiš, rabiš, 4-5 let, preden ti prvič nekaj da. Ja, rabiš 4-5 let, da od posejene trte dobiš prvi predelek, pa še kakšno leto, da dobiš denar. Dobro, jaz sem imel par sreč v življenju. Prvič, da sem v 2008 kupil že en star vinograd, Stranice, ki jim je prvo leto dal predelek. Stranice so tvoje najdražje vino? So moje najdražje vino, pa moj najstarejši vinograd, 68 let star vinograd. 68 let? 68 let, ja. Stranice koliko stanejo? Stranice so 31-32 evrov po 0,75. Burja bela je pa? Je pa 16.
Dvojna cena, ja. Sej v bistvu cena je bila postavljena več ali manj po hektarskem donosu. Ne. Smo pač podobili ceno, ker imamo dvakrat manj predelka. Zaradi starosti vinograd ima manjšo rodnost. Ja, vinograd prvič nekaj trt manjka, ki jih tudi ne moreš več nadomestiti, ker so ta stare že toliko prevladujoče, da to mlade ne pridejo k sebi. Drugič se pa tudi sama rastlina toliko umeri, da ne daje več ne toliko velikih hrozdov, ne toliko velikih jagod, ne toliko jagod, se pravi, vse pade na polovico. Glede na to, da je cena dvojna, ne, glede v primerjavi z burjo belo, ne, koliko procentov tvojih pivcev misliš, da bi na blind tastingu ločili? Moji kupci so kar poznavalci, tako da po moje bi bilo več kot pol. Tisti, ki poseha po tem vinu, ni rečeno, da so vrhunski poznavalci. Hočejo pač neko emocijo, hočejo nekaj doživeti, ampak da bi pa zdaj na blind tastingah prav ločili oni razliko, niso tako sposobni. Tu so pač drugi ljudje, ker na koncu stranice kupujejo tudi someljeji, in tu vrhunski someljeji in zato tudi plačajo ceno. Ne? A imajo zaradi tega mogoče respekt kakšni ocenjevalci vin pred tabo? Vem, da vinarji imajo. Ocenjevalci po moje ne, ali pa morda na malenkost, ampak zmeraj manj verjetno. Ker jih kar provociram, ne? Ker jim kar dajem poskušati zadeve, ki jih niso vajeni. Ne? Sem prav šel gledat, kakšne nagrade so tvoja vina prejela na vinskih festivalih, pa sem dobil občutek, da ti to bojkotiraš. Malček pa že. Mislim, ukalupljene vin v 100-točkovni sistem se mi zdi preveč tehničen pristop k tako kompleksni pijači, kot je vino. Kaj misliš, da si prav naredil, da si v tako kratkem času si uspel se postaviti med te slovenske velikane? Po moj preboj je bil v bistvu narejen s tem, da sem se sfokusiral na prave distributerje. Kot Sutor, prej smo delili s Koželjom, pa tudi še z Vinom, z Gašperjem. Okay. Jaz, ki sem pa svojo firmo ustanovil, sem pa dal takoj ekskluzivo Gašperju. Predvsem zaradi tega, ker na tako majhnem tržišču, kot je Slovenija, zdaj drobiti zadeve na dva največja distributerja nima smisla. Jaz sem v bistvu zadržal hostince zgolj tistih 10-12 hostincev, ampak vse ostalo sem pa prepustil kot eden prvih zgolj distribuciji, zgolj zanesljivi, dobri distribuciji in se jaz ukvarjam več ali manj zgolj z distributerji iz drugih držav, pa s privatnimi kupci, ki pridejo k meni domov. V Vipavski dolini sta baje dva vinarja, ki veste vse o vinu. Eden si ti, eden je pa Tilija, Matjaž Lemut. Kako to, da dva, ki imata recimo isto to teoretično znanje, se odločita, da gresta v tako različni poti, tako različne stile? Stvar je zelo logična. Ti, ker se enkrat naučiš igrati kitaro, se boš odločiti, kaj boš igral. Ampak važno je, da se pa navadiš tehniko igranja kitare, ali pa delanja vina. Sej bistvo vina je itak raznolikost. Kaj ti je dalo takrat vero, da si šel na to pot? Až da si verjel, da ne moreš faliti, ne? Se ne vem, če sem prvo veroval, da ne morem faliti, da nisem vedel, da ne morem faliti. Ne, po moje je trma, Po moje je trma. Jaz sem verjel v potencial Vipavske doline, videl sem, da Vipava lahko da vina, ki grejo v bok, kaj šele slovenskim, vsem svetovnem, in tu me vleklo. Trma sem itak že malo po naravi. In kaj so bili pa recimo na tej tvoji poti prvi signali, da nekaj delaš prav, pa kdaj si jih začutil? Prazno skladišče. Vsako leto po marcu več ali manj smo bili prazni. Ljudje so se vračali, ljudje so pili, so popraševali, so prihajali. Tvoje stranke so v bistvu tvoji verniki, ti si nek guru, se mi zdi, ne? Jaz mislim, da so bolj raziskovalci samega sebe. In jaz jih sam brcam v rit, da malo zaupajo sebi. Jaz hočem ljudem pri vinih spodbuditi še neko čustveno plat, da jih malo razburim, da jim malo odprem obzorja, da jih ne pustim zgolj pri alkoholni pijači. Da se začne spraševati, vino lahko tudi tako, ti okusi jih nisem še srečal, dajmo, da se malo spravi ven iz neke cone udobja. Bo proval enkrat, bo proval dvakrat, bo proval še kakšno vino podobnega stila od drugega, pa bo enkrat v bistvu verjel v to, verjel vase, verjel ta vina, bo ta okus všeč, ta širina in bo pole težko se vrnil bilo kam nazaj, na kakšne bolj umirjene vode, bolj take ukalupljene vode. Ja, razumem. Kaj se ti zdi, da mora danes znati nekdo, ki bi rad vstopil v vinarstvo? Dobro ekipo mora dobiti, morda je tudi dobra svetovalca, da mu malo na začetku pokaže, kaj ja, kaj ne. Kaj pa je treba narediti tako, da ekspresno, hitro recimo zgradiš brand? Ključno je vedno poznavanje distribucije.
predvsem distribucijskih hiš, da zaupajo vate, da vlagajo vate, da jih prepričaš z neko kakovostjo, konstantnostjo kakovosti, pa da si malo drugačen, morda tudi. To, da ste si se relativno ekspresno, vsaj v Sloveniji, tako v Horeko, noter po Rinu, to pripisuješ svojemu distributerju ali si tudi sam nekaj delal drugače, da bi bilo to njemu morda lažje pol speljati? Definitivno sem tudi zdaj v support. Support je pa več ali manj bolj na tej mehki strani, se pravi, te ljudi sem več ali manj poznal, z njimi sem se tudi družil prej. Da si šel kdaj kakšen šov narediti ali kaj? Da jih podpreš, ker imajo kakšno obletnico, da jih podpreš, če organizirajo kakšen festival, da jih včasih obišče zgolj na neki večeri kosilo, pa da jih vprašaš, kako so. Tega luksuza nimaš, ne vem, v Koreji ali v Belgiji ali ne vem, kam prodajaš vina, ne, v tujino. Zakaj ne? Tudi v Korejo lepo iti, ne? Če sem te prav zastopil, enkrat si mi rekel, da v tujino več prodaš kot v Sloveniji. Ja, v tujino prodamo 2/3 Okej. vina, ja. Koliko pa misliš, da je hendikep v tvojem poslu, da ta naša država nima te vinske tradicije, ne vem, a veš? Moramo se zavedati svoje majhnosti, pa hkrati se pa bojim, da smo pa toliko zaplankano zaprti, da smo prvič neponosni na svojo tradicijo, na katero smo lahko kašna rija, pač tako obseg kot je. Ampak zakaj mi ne moramo biti ponosni na Zelen, pa na Rebulo, pa na Valvazorja, ki je pisal, da je Orehovca najboljša leha z Zelen leta 1864, se pravi 150 let pred deklasifikacijo v Bordeauxu. To je problem izobraževalnega sistema, pa nas je samozavesti, oziroma domoljubja, na koncu. Poznavanja zgodovine, samozavesti pa domoljubja. Tega nam ni noben odcepil. Meni se zdi, da v tem biznisu ni dovolj, da znaš res samo dobro vino narediti. Ga moraš tudi znati zelo dobro odprezentirati, ga moraš tudi znati dobro umestiti v ponudbo. Bolj je bistven vseh izdelk pri nas, vseeno, ker na koncu 10%... Sploh nisem pričakoval, da boš drugačen. Ne moreš, ker 10% vina se prodaja z mojo razlago. 90% vina se mora prodati v bistvu z razlago someljeja ali pa celo brez tega. A ti kdo svetuje glede brandinga, cenovne politike? Ne, jaz delam to sam, hodim odprtih oči po svetu, pa gledam konkurenco. A se ti zdi, da bi s temi znanji, ki si jih zgradil, da bi znal, se ti zdi s temi znanji še kak drug biznis dvigant? Morda je malo kreativnosti dali nekomu, pa malo raznolikosti, pa malo nekaj drugega pogleda, če v kakšnem poslu to gre. Zanima me, kaj je tvoja asociacija za vrhunski produkt? Vrhunski produkt je v bistvu nekaj, kar v prvem stiku z kupcem da v bistvu vklopi vse. Se pravi čustva, razum pa voljo. Se pravi cel del naše duše. Kaj je zate vrhunski marketing, asociacija za vrhunski marketing? Po moje, kar so rekli že tudi predhodniki, isto kot produkt. Asociacija na zadovoljno stranko? Dvine obrvi. Aha. Kaj pa dream business? To sem pa razmišljal. Pa veš kaj, sem gotovo na konci. Lok pod Mangartom bi delal nože po cenah od japonskih nožev ali pa ure po cenah od švicarskih ur. A imaš kakšen nasvet za ostale vinarje v Vipavski dolini? Zaupati je treba svojim sortam, lokalnim sortam, pa nekaj, kar je bila tradicija, ne izumljati novega. Problem je, da je akademska sfera, pa strokovna sfera stalno izumlja nove zadeve, ki nimajo veze s tradicijo, hočejo kopirati neko tujino. To misliš, da akademska sfera dela problem? Seveda, oni so prvi. Ti si bil del te akademske sfere? Jaz sem bil del te sfere, ja. Problem akademske sfere je, da ni v življenju prodala steklenice vina. Kaj pa si ti predaval na tam? Čisto vinogradništvo, se pravi, tu je na koncu fiziologija rastlin, geografija, malo geologije. Se pravi, čista tehnika. A sem te jaz kakšno stvar pozabil vprašati, pa bi rad sam odgovoril na njo? Po moje, prej nisva rekla dosti o teh newcomerih, predvsem sva govorila o tem, da če nekdo pride z veliko malho denarja, bo itak dobil dobro ekipo. Za tiste, ki pa začenjajo startupovsko, pa v one-man bandih, pa ne gledati preveč TV serij o vinu. Ker jaz sem gledal ene serije, pa tudi enkrat ni padal dež, pa tudi enkrat se ni traktor pokvaril. Pa tudi enkrat ni logistika zajebala. Hvala ti. Hvala tebi. Bilo mi v veselje. Meni tudi.